Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Začenja se tretje soočenje županskih kandidatov v programu VTV Vaša televizija Velenje, tokrat iz občine Mislinja. Z nami v našem studiu gospod Viktor Robnik in gospod Bojan Borovnik. Dober večer in dobrodošla. Dober večer. Najprej mi dovolite, spoštovana gosta, da predstavim pravila soočenja. Na vsako zastavljeno vprašanje boste lahko odgovarjala 1,5 minute. Za predstavitev programa imate na voljo 3 minute, za repliko pa 30 sekund. Replika na repliko ni dovoljena. Tako zdaj tiste osnovne stvari poznamo, tako da lahko začnemo s temami, ki sledijo. Spoštovana gospoda, smo vaju okvirno tudi že seznanili. V nadaljevanju pričakujemo konkretne odgovore, da se bodo vaši volivci lažje odločili. Gospod Viktor, najprej nas zanima, zakaj ste se sami odločili za kandidaturo. Spoštovane volivke in volivci občine Mislinja, danes se ob soočenju dveh kandidatov, pretendentov za županski stol, ne bo zgodilo nič presenetljivega, lahko pa se po oddaji, ko boste izrečene besede lahko in poskušali pretvoriti v nekaj konkretnega. Na teh volitvah kot celej doslej kandidiram kot nestrankarski kandidat s podporo volivk in volivcev. Imam tudi svojo listo Viktorja Robnika, ki so jo prav tako podprli volivki in volivcev, in to v obeh volivnih enotah. Moto na teh listah je neodvisni in pristni, kar tudi dokazujejo kandidati, ki so na teh listah. Nimajo nobenih, bomo rekel, političnih pedigrejev, niso niti okuženi za to politiko, tudi ne lokalno. Če tudi se verjamem, da bodo uspeli priti v občinski svet. Sam se županske kandidature lotevam sloganom, kjer je volja, tam je pot, in je tudi rdeča nit mojega nagovarjanja volivk in volivcev. Razlogi za kandidiranje tako za župana kot za listo so sledeči: da se občina oziroma da občino izvlečem iz predolgo trajajoče stagnacije, da strukturo zaposlenih na občini Mislinja mora odgovarjati zahtevam dela in nalog občine Mislinja, da se odpravijo anomalije pri plačah, predvsem dodatki. Sam se vodi občino v času, ko se je v lokalni skupnosti resnično veliko delalo na razvojnih projektih, pa ni bilo potrebe po zaposlovanju tolikšnega števila ljudi, da uvedem v večji meri sodelovanje in odločanje občanov pri razvojni lokalni skupnosti. Tu mislim predvsem na participatorni proračun. Mislim, da je to novost, ki jo kaže uvesti tudi v naši lokalni skupnosti. In seveda, da bo občina Mislinja za neprofesionalnim županom pridobila določena sredstva, oziroma ti stroški bodo zagotovo polovico manjši. Gospod Bojan, vaš prvi mandat na čelu občine Mislinja se izteka. Zakaj želite nadaljevati vi? Dober večer, še enkrat, spoštovane volivke, spoštovani volivci. Da sem se odločil, je bila zelo težka odločitev. Ampak v teh dobrih 3 letih, ko sem županovanja, sem s teh premislenkov se odločil, da nadaljujem po tej začrtani poti, predvsem iz enega razloga. Spoznal sem delovanje lokalne skupnosti. Moram povedati, da mi je v občinskem svetu delo potekalo nestrankarsko, povezovalno, znam povezovati ljudi, in se mi zdi smiselno, da to pot nadaljujemo, da nadaljujemo s projekti, katere je potrebno končati, in seveda z novimi izzivi, kateri so nujno potrebni tudi za nadaljnji razvoj naše občine. Gospod Viktor, zdaj je čas za predstavitev programa. Strnili ste ga v sloganu, danes ste ga že omenili, kjer je volja, tam je tudi pot, da bomo seveda v nadaljevanju lažje razumeli, zakaj se odločate, kakšna stališča zastopate in podobno. Minute so vaše. Jaz mislim, da mene občani in občanke občine Mislinja dobro, morda celo predobro poznajo. Poznajo mojo naturo, mojo naravo, moj odnos do dela in do vodenja lokalne skupnosti. Imam več kilometrine kot moj sogovornik oziroma aktualni župan gospod Bojan Borovnik, tako da po tej plati sem zagotovo v veliki prednosti. In pred nekatere stvari, ki so se dogajale zdaj v času vodenja
obeh dveh županov, žal prehitro preminulega gospoda Šilaka, o njem vse dobro, se mi zdi, da je občina res stagnirala. Tu sem o tej stagnaciji bomo seveda v nadaljevanju še govorila tudi z gospodom županom. Je pa seveda res, najprej se moramo zmeniti, kaj je stagnacija, pa kaj je napredek ali pa razvoj. Glede, ko sem jaz primerjal to, kar je župan gospod Bojan Borovnik prikazoval na shodih z občanov, moram reči, da sem bil kar malo frapiran. Veliko je bilo investicij, samo niso imeli tega razvojnega naboja, da tako rečem. Res, da se je veliko investiralo, malo se je koristilo evropskega denarja, tu imam jaz podatke, to so itak podatki iz občinskih proračunov oziroma zaključnih računov. V času mandata gospoda Bojana Borovnika nismo izkoristili nobenega projekta oziroma nobenega tolarja iz evropskih sredstev. To je en razlog. Drugo je pa treba tudi povedati, da je lokalna skupnost tako organizirana, da občina Mislinja potrebuje tudi ožjo organiziranost samega Mislinja. Mi danes ne moremo, Mislinčani, in je tudi najbolj številčni del naše občine, ne moremo odločati o ničemer. Pravzaprav odloča to župan in pa občinski svet. Mislim, da je prav, in to bo moja prva naloga, da se organizira ožja skupnost občine, tega dela občine Mislinja, ali bo to vaška skupnost, ali bo primestna, ali ne vem kakva oblika, v glavnem mora dobiti, sploh, če bomo začeli s prakso tega participatornega proračuna. Takrat pa moramo imeti tako obliko organiziranosti, da bodo lahko občani in občanke odločali o prioritetah oziroma nalogah, za katere mislijo, da jih je treba tudi opraviti. Gospod Bojan, na svoji izgibanki ste zapisali, nadaljujemo po začrtani poti. Kateri pa so tisti glavni poudarki vašega programa? Najprej je treba dokončati te začete projekte, ki so se že zgodili oziroma so v teku. Se pravi, da dokončamo Center za zdravje in šport v naši občini, potem ravno kar delamo vodovod v centru Mislinja, to je zelo pomembno. Zelo pomembno pa se mi zdi, na prvem mestu, da poskrbimo za najmlajše. V tem mandatu sem se soočal s problemi, kateri so jih imeli starši, in tukaj moramo narediti korak naprej. Moja želja je, da predstavimo knjižnico v Lopan in tukaj takoj pridobimo že dva oddelka. Seveda to ne bo zadostovalo. Potrebno bo narediti oziroma umestiti v prostor novi vrtec, kateri bo pokril vse te potrebe staršev. Potem moram reči, tudi z gasilci, z društvom smo do sedaj dobro delali, društvo imajo dobro narejeno, gasilci si sami denar razdelijo, najprej na vrste eno gasilsko društvo, potem drugo in tako naprej. V tem mandatu je na vrsti gasilsko društvo Mislinja, kateremu skupaj z samimi gasilci in občino izdelamo nov gasilni dom, kateri je zelo potreben, saj vemo, da je na nepravi lokaciji. Potem se soočamo s problemi stanovanja. Pogovori so že potekli z možnim investitorjem, le uvešemo v prostor, se pravi poiskati primeren prostor, katere smo se tudi pogovarjali, da se naredi novi blok, na katerem bomo te pomanjkljivo stanovanje dali možnost, da tisti, kateri rabijo stanovanje, bo imeli to možnost, da se vselijo v nova stanovanja. Potem spodbujanje kmetijstva. Zdi se mi zelo pomembno, tu predvsem turizem, vidim pri njih turistične kmetije, ekokmetije, katerim bi lahko turistom ponudili veliko možnosti, da jih tu obdržimo oziroma da tu pojejo oziroma da jim ponudimo lokalno hrano, kar se mi zdi zelo pomembno. Potem je velik projekt tudi kanalizacije v Doliču. Tega moramo rešiti, projekti se pripravljajo, v tej perspektivi niti slučajno ni možno dobiti sredstva za to kanalizacijo, ampak projekt moramo pripraviti, ker lahko se zgodi, da ne bodo počrpana vsa sredstva in mi bomo lahko prišli do te kanalizacije. Potem sofinanciranje malih čistilnih naprav. Potem pomoč tistim, kateri menjajo kritine, kateri so v okolju neprimerne, škodljive. Tukaj moramo narediti korak naprej, da se ne bodo te neprimerne kritine pojavljale na neprimernih lokacijah. Potem Velenje, kolesarska steza Dolič.
To se mi zdi zelo pomembno. Tukaj smo vsa ta sredstva, ko je gospod Robnik prej omenil, da jih nismo pridobili, vsa ta sredstva smo namenili v ta projekt, kajti druge možnosti ni bilo. Skrb za starejše, zelo pomembno, za nekimi društvi smo se že pogovarjali, da bi najprej nabavili en avto in ga potem starejše vozili do tam, kjer pač potrebujejo. In seveda tudi potrebno je še narediti ta dom za starejše. Gospod Viktor, Ja, replika. jaz imam malo replike na to, kar sem slišal pravkar. Meni se ta slogan nadaljujemo po začrtani poti zdi malo za lase privlečen, ker če bomo po tej začrtani poti nadaljevali, kot si zdaj rekel, potem bomo na istem, kot smo bili poprej. Tule imam iz leta nastopa tvojega mandata, ko si obljubljal ne vem kaj, v industrijsko poslovno cono, potem si obljubljal čistilno napravo v Doliču in še marsikaj. Zdaj te stvari za zamudo delati kot nov program, mislim, da ni pošteno. Gospod Bojan, kako odgovarjate? Na kratko. Poglejte, jaz nisem obljubljal, da bomo to naredili, ampak rekel sem, da bomo naredili vse, da se to naredi. Mi, če bi ta evropska sredstva lahko koristili, bi ta projekt kanalizacije v Doliču že bil končan. Tako da tukaj se ne strinjam gospodom Robnikom. Mi smo lahko samo sredstva namenili samo za posodobitev oziroma za izgradnjo nove kolesarske steze in tu smo tudi skupni z mestno občino Velenje šli v ta projekt in z državo, kajti tudi koroške občine so hotele ta denar imeti za sebe, ampak smo ga dobili in pripeljali v Slinje. Vsakega izmed vaju, spoštovana gospoda, podpirajo bodisi stranke, posamezniki ali civilna gibanja. Koga vse ste, gospod Viktor, kot neodvisen kandidat s podporo volivcev uspeli pridobiti za podpornike, ter menite, zakaj je temu tako? No, jaz mislim, da so na moji strani volivke in volivci. To sem imel priliko spoznati, ko sem jih nagovarjal za to, da se vključijo v ta proces odločanja v lokalni skupnosti, v občinskem svetu. Mislim, težava je, ker vsi so pravzaprav do te politike, ki jo zganjamo tudi na lokalni, nekako čutijo odpor. Ampak na vse zadnje mi je uspelo dobiti ta prave kandidate, tako kot sem prej rekel, vsak od njih prinaša iz svojega okolja določene potrebe in zahteve. In jaz mislim, če bomo znali, nisem pa nikoli rekel, da nisem tak, ki povezujem ljudi, to sem tudi počel v 8 letih, tako da jaz mislim, da se da delati tudi z različnimi barvami, ki bodo zastopane v občinskem svetu. Gospod Bojan, vi ste kandidat socialnih demokratov s podporo stranke Desus. Kaj je bilo tisto po vašem, s čimer ste jih prepričali? Poglejte, sama stranka mi predlaga, naj to pot nadaljujem, ravno tako tudi Desus, ampak gospod Robnik mene dobro pozna, da politiko se gremo zdaj pred temi lokalnimi volitvami. Ko bo te lokalne volitve konc, je moje mnenje, da tam ni stranke, tudi občinski svet je tu zdaj doživel in ne mislim delovati kot strankarsko, ampak povezovalno, ne glede iz katere stranke je kdo, ker to lokalna skupnost ne pelje nikamor, mi moramo delati povezovalno, ne gledati, kdo je levi, desni ali kako, ampak to je uspelo tudi že prejšnjemu mojemu predhodniku in tudi jaz želim s tem nadaljevati oziroma sem že v tem obdobju to počel. Gospodarstvo je gibalo razvoja, sploh v majhni skupnosti, kot je vajina občina Mislinja. S to tematiko sta se oba že dodobra konkretno srečala. Gospod Viktor, vi pravite, da je občina v zadnjih letih, torej v zadnjih 8 letih zelo stagnirala, zato se kot ekonomist ponovno vračate. Ja, to sem izjavil, ko me je dobila skoraj, bom rekel, nepripravljenega novinarka Večera in to sem res izjavil. In zdaj bom poskušal z argumenti to dokazati. Najprej, tako kot sem rekel, moramo se zediniti, kaj je to stagnacija in kaj so razvojni programi. Če razumemo stagnacijo, da je ostalo vse na istem, kot je bilo pred mojim mandatom, potem je to res. En projekt, ki bi imel razvojni naboj v tem času, ni bil realiziran. Apropo, mi smo v tistem času naredili čistilno napravo. Ta čistilna naprava pomeni tudi hkrati možnost, recimo, ne vem, kako se je zdaj z obrtno cono, ki si jo tudi obljubljala, je nekje v novih prostorskih načrtih ta predvidena, pomeni, da lahko se razvija tudi ta dejavnost v občini Mislinja, če imamo možnost priključiti pa komunalno opremiti te parcele.
To je ena zadeva. Druga zadeva, mi smo pripeljali na zadnjega vrha v naši občini širokopasovno omrežje. Danes marsikatera občina tega nima, tako kot ne čistilne naprave. Na Koroškem so še občine, ki nimajo niti kanalizacije urejeno, ali pa se jo urejajo šele zdaj. In to je bilo tisto, kar sem jaz hotel, da se vse stvari zdaj usmerijo pa v druge zadeve. 8 let ste imeli časa, da bi lahko zadeve na drugih področjih. Vse se bomo tudi dotaknili na tega telovadnice. Telovadnice, gradbeno dovoljenje za telovadnice v leta 2010, pa se še niti lopata zasadila takrat. 8 let je moralo miniti, da se je nekaj zgodilo. Kaj pa pomeni ta, z drugega vidika pa bomo mogoče kasneje lahko še kaj rekli. Gospod Bojan, izvani ste bili na kratko. Poglejte, tudi jaz imam projekte, ki jih ne morem izvesti tako, ampak čakaš na pravo priliko. To ste tudi vi imeli možnost. Kar se tiče čistilne naprave, bom rekel takole, moje mnenje je, ampak se ne rad vračam nazaj. Ta čistilna naprava je mogla biti takrat, ko je bila grajena v Mislinju, zgrajena tudi v Doliču. Ne, da imamo zdaj težave, ker evropskih sredstev ni. Takrat evropska sredstva so bila, v tem trenutku pa mi ne moremo nobena evropska sredstva počrpati, ravno iz tega, ker so, kar se tiče infrastruktur, jih ni več v projektih. Replika? Ja, moram replicirati, ker to, kar se zdaj rekel, ni res. Da smo lahko sploh mi v občini Mislinja zgradili čistilno napravo pa kanalizacijo, da smo dosegli limit 5 milijonov evrov, morala biti vrednost naložbe, smo skupaj z občino Dravograd to investicijo peljali. Tako da to nismo mogli še v Velenju oziroma v Doliču to narediti. V Doliču je bila obljuba gospoda Šilaka, pa tudi tebe. Preberem, tule berem iz tistega, ko si nastopil mandat, da si to obljubil. Piše obljubo, tako da to Kratek odgovor, pa gremo naprej, gospod Bojan. Obljubil sem, da bom naredil vse, da do tega projekta pride. Tako, ko sem obljubil, da bom naredil vse, da pride do projekta telovadnice. To nam je uspelo, ampak občina je bila leta 2010, se tega ni mogla privoščiti, ker je odplačevala dolg v Lopanu in ni bila zmožna tega kredita. Sedaj je zadeva se speljala, dolg se je odplačal in konec konca tudi imel srečo z dogovorim tudi na Ministrstvu za šolstvo, da smo za ta projekt pripeljali skoraj 1,6 milijon evrov, kar pa tudi ni malo. Tako, nadaljujemo. Zdi se, da bo naslednja tema tudi vroča tema, namreč dotaknili se bomo investicij. Gospod Viktor, do leta 2010 ste bili župan in pravite, to ste danes tudi ponovili, da se je v vašem obdobju naredilo daleč največ kot v teh 8 letih, ki so potem sledila. Potem v zadnjih 8 letih ni bilo dovolj investicij ali niso bila prava? Ne, ni jih bilo dovolj. Bile so naložbe, zgradila se marsikatera cesta. Jaz imam tule samo vsaj toliko, da malo pokažemo in občanom prikličemo spomin, katere projekte smo vse v času mojega županovanja uredili. Tu so šole. Mi smo 2 šole v Završah in v Doliču v Šentflorjanu obnovili. To pomeni, da je ta denar zdaj lahko za razpolago za kaj drugega. Ampak 8 let ni najdel nihče nobenega programa, da bi lahko črpal evropska sredstva. Jasno, ta perspektiva se izteka. Denarja verjetno ni za vse te programe, ki bi jih mi mogli narediti. Bojim se pa, da naslednja finančna perspektiva pa sploh ne bo naklonjena lokalnim skupnostim, da bomo marsikaternemu projektu, ko smo zdaj govorili, tudi mogli počakati ali pa, ne vem, se zadolžiti do onemoglosti. Kar se Lopana tiče, sploh ni bil nikoli razlog, ker tako poceni, ko smo dobili to lepo dvorano, zagotovo nihče na Koroškem je nima. To, kar pa bomo zdaj plačevali, bomo tam slišali, 1 milijon denarja pridobljenega iz toliko je tudi verjetno kredita za financiranje izgradnje te telovadnice. Vprašanje je, koliko denarja bo ostalo. Če bi mi telovadnico delali leta 2010-2011, bi zdaj lahko razmišljali o tem, kar sem jaz rekel. In to je tudi v mojem programu. Dom starostnikov, vrtec. Gospod Bojan. Poglejte, ne glede na to, mi smo v tem mojem 3-letnem obdobju pridobili skoraj 2 milijona 700 tisoč evrov, kar ni malo. Kar se tiče cest, evropskih sredstev za te projekte ni. Jaz bi zelo bil vesel, da bi lahko evropska sredstva črpal in jih vlagal v ceste. Vsi vemo, da v naši občini je zelo razvejana, velika 112 kvadratnih kilometrov cest,
približno 100 km. Jaz si seveda želim, da vsak občan dobi posodobljeno cesto. To je tudi moj namen, ampak vse naenkrat ne bo šlo. Mi moramo narediti dejansko, si zastaviti cilje, najbolj prevozne ceste asfaltirati. Veliko smo jih v tem mandatu, tudi 6 km, ni malo cest v 3 letih posodobili. Kar se tiče, tudi smo energetsko sanirali staro telovadnico, kulturni dom, kar smo tudi pridobili 40% nepovratnih sredstev, tako da tudi ni malo. Tudi obnova sedežnice in naletne smučine smo tudi namenili kar precejšen denar, se pravi čez 140 000 evrov, kar tudi ni malo, ampak ne zato, da bi društvo, ampak zato, da skakalnica obstane. Skakalnica je lepa, na njej se skače in želimo, da se skakalnica vzdržuje, da bo tudi v prihodnje privabila še več skakalcev, da bo lahko tukaj skakal kdorkoli bo želel, pa tudi konec koncev, da skakalnica sam sebe preživlja oziroma da ponuje treninge, da pridobija se določena sredstva in se nekaj vlaga tudi nazaj. To se mi tudi zdi zelo pomembno. Vodovod v centru Mislinja tudi ni mali zalogaj, tu smo tudi pridobila ta evropska sredstva skupaj z mestno občino Slovenj Gradec. Gospod Viktor, napovedali ste že repliko? Ja, hočem tole povedati, jaz sem dal podatke in to so podatki iz zaključnega računa in pa iz proračuna občine Mislinja. Leta 2015 je bilo pridobljenih 623 000 iz državnega proračuna. V letu 2016 538, leto 2017 426. Pretežni del tega denarja je šel za programe, za obnovo nekaj za cest. Nikjer ni bilo projektov, kjer bi lahko koristili evropski denar. Ali to kohezijska sredstva ali katera druga. Gospod Bojan. Poglejte, še enkrat bom poudaril, mi, kar se tiče evropskih sredstev, nismo mogli namenjati za ostale programe. Možnost občina Mislinja je imela samo za kolesarsko stezo. Tu smo tudi se izborili in skupaj z mestno občino in z DRSI-jem bo ta kolesarska steza zgrajena. Kar se pa tiče, se pravi, prijavili smo se tudi na projekt LAS. Moram reči, da sem sam zelo nezadovoljen. Hoteli smo urejati jedro Šentilj. Upam, da naslednji pri prijavi bomo ta sredstva dobili. Občina Mislinja je po površini ena večjih občin, ima podeželsko-vaški značaj. Kako pa se to, spoštovana gospoda, odraža pri brezposelnosti? Gospod Viktor, se vam zdi, da je to področje dovolj visoko na lestvici vajinih prioritet, ki šele sledijo? Seveda pa je treba povedati, da lokalna skupnost pri tem nima poglavitnega vpliva, pa vendarle pomaga lahko. Pravzaprav bi morali še v drugi temi prej spregovoriti, da bi lahko prišli na temo nezaposlenosti oziroma zaposlenosti. To je vprašanje, kako strukturo gospodarstva premoremo v naši občini. Tisti veliki, bom rekel, za mislinjske razmere giganta so propadli, tako da takega zaposlovanja v naši občini ni. Pretežen del je struktura taka, da so podjetja bolj kot ne družinska podjetja, ki zaposluje 2, 3 ali nekaj več svojih. Mislim pa, da nezaposlenost v naši občini ni kritična, da smo verjetno daleč najboljši v Koroški občini. To pa ne pomeni, da se ne bo treba truditi za to, da bi se čim več ljudi, ki končajo šolo, da se tudi doma zaposlijo. Kako vrsto gospodarstva želimo in industrije je pa stvar ustvarjanja pogojev. Verjetno bomo se dotaknili tudi, zakaj je bilo potrebno, da je minilo 8 let, pa so se pozno sprejemili ti prostorski načrti občine Mislinja. Verjetno so razlogi kje drugje, ne toliko na občini, ampak to je eden od glavnih razlogov, da nismo mogli pripeljati določenih dejavnosti v našo občino. Mi ne bomo pripeljali Kitajcev ali pa ne vem koga. In zato moramo imeti tudi neko strategijo, da bomo pripeljali stvari in dejavnosti, ki so za občane ne samo iz vidika zaposlovanja, tudi iz vidika potreb, nudenja storitev potrebne. Gospod Bojan, slišali ste mnenje gospoda Viktorja, kaj k temu dodajate sami? Ja, kar se tiče brezposelnosti, je občina Mislinja v primerjavi s koroškimi regijami najmanjša, to je, preveril sem podatek, je 4,7%, ampak ne glede na to, se strinjam gospodom Robnikom, da je OPN, ko smo ga sprejemali, trajale predolgo, ampak ne na strani, ni bila krivda na strani občini, ampak bom rekel, krivda na strani raznih ministrstv. Ampak kar se tiče, v OPN smo tudi uspeli
vnesti, da se v občini Mislinja smo pridobili 11 000 kvadratnih metrov, to relativno veliko ali malo, ki je v privatni lasti. Kar se pa tiče v Doliču, imamo pa tudi 4 000 kvadratnih metrov za manjše obrtnike, kateri je bili pripravljeni. Seveda se treba pogajati. Tudi jaz sam si želim, da v občino pripeljamo čim več gospodarstvenikov. S tem se tudi občina razvija. Kar se pa tiče brezzaposlenih, tudi jim pomagamo, ne? Predvsem preko Centra za socialno delo. Tu jim po njihovih napotkih imamo tudi razpis, na katere se lahko prijavijo in tudi jim na takšen način priskočimo na pomoč. No, gospodarstvo pa seveda, spoštovana gosta, težko deluje, če ni pravih prometnic. Vsi se strinjamo, tudi prej smo se pogovarjali, 3. razvojna os se vleče kot jara kača, pa vendarle vsi, tudi vajni volivci, volivke, pričakujejo, da se bo na tem področju nekaj spremenilo, nekaj se je že, vsi skupaj pa si želimo še večjih premikov. Gospod Viktor, če boste župan, kaj lahko kot župan storite? To tematika meni verjetno dlje poznana kot pa gospodu Borovniku, kajti z njo sem bil seznanjen leta 2002, ko sem nastopil ta mandat in mislim, da takrat traja ta večna borba za umeščanje te trase za Koroško in seveda tja do Šentruperta, kjer se bi že najprej priključila ta hitra cesta. Mislim, se sploh ni treba ponavljati. Vsi, sploh pa Koroši, smo še kako odvisni od teh prometnih vizij. Slabe so, treba jih je pripraviti take, da bomo na vse zadnje tudi potem lažje govorili o tem, da bo kdo pripravljen sploh priti v našo lokalno skupnost in ustvariti mu to mogoče kako delovno mesto. Ni dileme. 3. razvojna os je zagotovo intencija vseh nas, pa naj si bodo to Slovenjgračani, Mislinjčani ali Ravnčani, vsi smo enotnega mnenja, da je treba to čim prej to speljati. Je pa nekaj res. Mi se poslužujemo nekih poti, za katere jaz menim, da so sicer na mesto, razne tam, mislim, smo naredili takrat, pa smo se sprehajali sem pa tja po cesti, še je bil efekt. Še največ sem po mojem naredila mladinska iniciativa. Ta je bila tudi sprožila vse te aktivnosti, ki so se dogajali, premalo se je pa naredilo v parlamentu, ker ti tam je treba stvari zastaviti in jih tudi izpeljati. Mi smo imeli, v Korošci smo imeli tudi po 4 poslance, tudi Velenje je imelo. Po 6 poslancev smo imeli v parlamentu in tudi iz vladajočih strank. Kaj pa se je naredilo? Skoraj da nič. No, gospod Viktor je pred trenutki omenil tudi protest, ki ste se ga, če se ne motim, gospod župan v Mislinji, udeležili tudi sami. Zakaj pravzaprav menite, da ste od koroških županov na tem protestu bili, mislim, da vi pa županja Črne in župan Raven na Koroškem, pa kako pravzaprav presekati ta gordijski vozel? Poglejte, to 3. razvojno os, predolgo se že govori. In 3. razvojno os si absolutno vsi želimo in moramo nekaj narediti en korak naprej. Tudi gospod Robnik je že omenil, kako dolgo že to traje. To je, bom rekel, nenormalno. Imeli smo poslance tukaj. Ampak zadeve se premikajo, moram reči, da trenutno, pa bom rekel tako, zakaj 3. razvojno os? Najprej, da razbremenimo tudi Mislinjo, da pripeljemo podjetništvo, gospodarstvo, ne samo v Mislinje, tudi v ostale koroške občine, to je zelo nujno. S tem je Koroška veliko zamudila, ker nima 3. razvojne osi. Sprehajali smo se pa zato, da upozorimo, da to ni, da imamo tega dost, da treba tu narediti korak naprej, ampak ravno v tem času se umešča oziroma že pripravljajo projekti od Slovenj Gradca proti Velenju, pripravljajo se za odkup zemljišč, izmere, tako da obljubljeno sedaj je, da se bo tukaj naredilo korak naprej. Seveda je pa problem naprej od Velenja proti Braslovčam oziroma tam do križa, do te ceste. Tu je pa, vemo vsi, da je na ustavnem sodišču, jaz verjamem, da bo ustavno sodišče odločilo v prid vseh naših Korošcev oziroma tudi Velenjčanov, ki tukaj živimo. Še ostajamo pri cestah. Občina Mislinja mora vzdrževati pa posodabljati številne lokalne ceste, javne poti, kar je seveda vse skozi kar velik strošek za občinski proračun. Če k temu dodamo še ostalo komunalno infrastrukturo, predstavlja to kar pomemben del vseh sredstev. Gospod Viktor, seveda poznate tematiko. Kako gre občini zadnja leta na tem področju? Zdaj mogoče mu ne bo všeč mojemu protikandidatu, kar bom rekel. V mojih 2 mandatih je bilo posodobljenih cirka 30 km cest. Vse so bile odete v asfalt
In pridobljenih je bilo tudi veliko državnih pa evropskih sredstev. Da naj omenim cesto, ki jo povezuje, ki gre na Pako in je skoraj pripeljana do meje z občino Vitanje, pa smo naredili cesto proti Kozjek, vse to se je financiralo tudi z evropskim denarjem. Mi smo, v mojem mandatu smo veliko pozornosti polagali. Moj moto je bil takrat, ko sem nastopil to županovanje, približati standard periferije vsaj toliko, kot ga imamo mi v samem kraju v Mislinji oziroma v teh, pa recimo v Doliču. In to nam je uspelo, zdaj ugotavljam, da mogoče celo malo na škodo teh krajev. Kajti tudi v samem kraju, v samem Mislinju so ceste, ki so potrebne obnovitve in teh se bo tudi treba lotiti. Gospod Bojan, vsak župan se seveda trudi po najboljših močeh. Ste sami zadovoljni z opravljenim delom zadnjih 4 let na tako imenovanem cestnem področju in ali ste dovolj zavihali rokave? Poglejte, če bom rekel, da sem zadovoljen, bi tudi sam lagal. Želel sem se postoriti še več, sam živim na podeželju in vsi si želijo te ceste. Mi smo jih posodobili nekaj več kot 6 km, ampak žal evropskih sredstev v ta namen v tem trenutku ni nič, katere bi lahko umeščali v te projekte oziroma izgradnjih novih cest. Jaz vem, da je potrebno tu narediti še korak naprej, še posodobiti več cest. Moram povedati, da tudi sami občani, občanke so pristopili k sodelovanju in smo tudi nekaj cest jim pomagali skupaj z občino narediti. Zataknili se večkrat pri prenosu zemljišč, tudi tu projekti zaostajajo, ker lastniki ne oddajo svoje zemlje oziroma so zahteve včasih take, katere pač občina ne more realizirati. Če hočemo cesto asfaltirati, mora biti last občine, kajti v tuje, se pravi na privat, mi cest ne moramo asfaltirati. Zato tudi, katerim smo pomagali prenoviti te, posodobiti te ceste, so pripisali na občino. Se pravi, da je lastnik občina. Teh cest je še ogromno. Malo prej sem povedal, da v naši občini je zelo razvejena, je približno 100 km občinskih cest in tukaj nas čaka še ogromno dela na tem področju in sam si seveda želim, da tu čim s večjim tempom gremo naprej v posodabljanje teh cest. No, ta večna dilema, evropska, državna, nepovratna sredstva, danes smo o tem že veliko govorili. Sami ste dejali, gospod Viktor, da v zadnjih 8 letih tega ni bilo dovolj. Kako bi recimo vi, če bi bili župan, ta denar oziroma ta sredstva pridobivali in potem razporejali? Bom se vrnil na leto 2010, ko sem se poslovil od tega županovanja. V letu 2010 bom začel, smo dobili gradbeno dovoljenje za telovadnico. Takrat je bila telovadnica, skoraj da smo pridobili 60% financiranja iz državnega proračuna. Hodil sem na Ministrstvo za šolstvo in šport, takrat se je tako imenovalo, in je bilo skoraj zagotovljena ta višina financiranja. Vrednost naložbe je bila okoli 2,5 milijona, mislim, da 3 milijone ne bi preseglo. Ko danes slišim, koliko bo ta naložba prepotrebne telovadnice stala, se mi dozdeva, ali da ne znamo delati na občini za tem denarjem, ki ga dobimo, ali pa so kakšne druga ozadja. Bom kar tule tudi nadaljeval, način razpisa za to telovadnico. Ni bil javno objavljen razpis, izbrali se nek način izbira tega izvajalca, nobene konkurence ni bilo. In jaz, če bi tak projekt toliko vreden, najmanj, kar bi vsaj tiste poklicani iz občine Mislinja, ki se razumejo tudi na te stvari, poklical, da bi sodelovali. Vse se dela bolj kot ne tajno, nihče ne ve. Jaz sem župan te vprašal na shodu oziroma zboru občanov, ko smo ga imeli tam, koliko bo vrednost naložbe. Takrat se zagotavlja bo 3 milijone. In 3 milijone sem jaz tudi videl v rebalansu proračuna. Zadnjič, ko je bila oddaja na Dobro jutro, je Jež, sicer ne vem v kakšni vlogi, je govoril, da je to vrednost te naložbe 4 milijone. V tej šoli, čeprav se imenuje telovadnice, čeprav se imenuje, ne vem, je govora o zdravju, nas bo bolela še veliko krat glava. Gospod Bojan? Poglejte, javni razpis je bil tako, kot so vsi razpisi delajo. Mislim, to je privlečeno za lase. Delali smo korektno, pošteno, pridobili smo 1 600 000 evrov nepovratnih sredstev. Vrednost telovadnice, podpisana vrednost je 2 900 000 pa še nekaj tisoč evrov.
se pravi cirka približno 3000 evrov. Je pa res, da bomo mogli v nadalje še narediti to naslednjem mandatu dvigalo, katere tudi za potrebe, predvsem za potrebe osnovne šole. Krati smo izdelali tudi en razred, ki je bil nujno potreben, kajti osnovna šola je v stiski. In pa še nekaj povedal. Ta telovadnica bo ponos občine Meslina, tukaj tudi vam zagotavljam. Telovadnica, ne vem, ste že bili notri, ko boste videli, ko bo odprta, koliko športnikov, koliko medgeneracijskih srečanj oziroma kaj vse bomo lahko umestili v to telovadnico. Telovadnica je za mene še vedno pravi projekt. Ko sem gledal vaše projekte, bom rekel čisto odkrito. Mislim, da je boljši, da takrat telovadnica ni bila zgrajena, ker je bila skoraj podobna tej telovadnici in ne bi služila za vse te namene, katere bo služila ta nova telovadnica. Pa še nekaj. Delali smo tudi iz lesa. Vsi smo polnih besed, kako imamo veliko gozdov, ampak noben ne dela tega. Mislim, da tudi je tu en novi način, da bo potrebno vse usmeriti v gradnje z lesa, kar se mi zdi zelo pomembno, ker občina Meslina ima veliko gozdov. Gospod Viktor, replika? Ja, poznam jaz ta način razpisovanja, konkurenčen dialog s pogajanji, ki ste ga vi izvedli za tole, a ne. Da je to neka velika skrivnost, dokazuje tudi, da niste dopustili nadzornemu odboru, da preveri vrednost naložbe, način oddaje teh del. Pa ne samo pri teh zadevah, tudi se bomo verjetno dotaknili plač na občini Meslina, kajti to je tudi žarišče vsega tega, kar je treba odpraviti. Zdaj o plačah še najbrž ne bomo govorili, jaz sem zagotovo dotaknil tudi tega problema. Kratek odgovor, gospod Bojan, pa gremo naprej. Poglejte, še enkrat, razpis je bil transparenten. Zakaj nismo hoteli? Zato, ker je bilo, da je naknadno in občinske seje ni bilo več, zato ni bilo več možno tega pregledati. Verjemite mi, da ta razpisna dokumentacija oziroma se bo kako dobro pregledalo tudi v naslednjem mandatu, da ni možno kakšnega toleriranja oziroma delanja na svojo roko. Še enkrat zagotavljam, delo se transparentno, in tudi razpis je bilo možno več razpisov, ampak žal se je prijavil samo en. Gospod Bojan, dolžni ste nam še odgovor glede nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Ste to zadevno zadovoljni v zadnjih 4 letih? Seveda nisem zadovoljen, ampak ne glede na to, tudi če nisem zadovoljen, lahko rečem, da smo naredili največ, kar smo lahko. Pridobili smo, še enkrat povedal, 2 milijona 700 tisoč evrov. To ni malo, tudi ni malo za našo občino. Veliko sredstev smo dobili tudi za sanacije plazov. Obnovili smo oziroma sanirali smo 16 plazov v naši občini v tem mandatu. Tu ni malo in tu je nam tudi šla, moram pohvaliti državo, šla na roko, da smo ta sredstva pridobili in sanirali te plazove, ki niso ogrožali samo ceste, ampak tudi hiše in človeška življenja v takšnem slabem stanju so bili te ceste. Replika? Samo na kratko. Jaz ne govorim o tem, da ni bilo vloženo veliko denarja, vse na vse zadnje je to naloga občina, da upravijo. Sploh elementarne nezgode mora biti prioriteta, da ljudje imajo občutek, da je na njihovi strani tudi nekdo, recimo lokalna skupnost. Jaz govorim o teh, da za razvojne projekte se ni našel denar. Sem pa navedel razloge, zakaj. Zato, ker so v preteklosti niso zadeve, ki bi morale biti dograjene in bi danes imeli več denarja za stvari. Jaz zagotovo, če bom seveda na županskem stolu, zagotovo je menem, pa kasneje. Se k temu še vrnemo, če bo čas kasneje. Zdaj v spredje postavljamo šolstvo in šport. Gospod Viktor, sta ti dve področji bili napram vašemu 8-letnemu mandatu, zdaj v teh 8 letih dovolj podprti pa cenjeni? Ja, jaz mislim, da tu pa se moram strinjati, ker za to smo vedno poskrbeli. Tudi pred mano, gospod oba dva župana, tudi, mislim, župan pred mano, jaz in pa tudi pokojni gospod Čilak, tudi enako skrbi sedanji župan. Sicer nama to nalaga itak država. Da preveč stvari nalaga država, je pa tudi jasno. Marsikatero zadevo, ki bi jo morala država prevzeti, pade na pleča občine. In jaz mislim, da kolikor toliko ustrežemo tej stvari, na vse zadnje tudi prevoze imamo dobro organizirane, skoraj da pri vsaki hiši se ustavlja komi, da otroke pripeljemo. Če pa še treba kaj postoriti, seveda
vedno se najde kaj. Smo v času mojega mandata začeli z energetsko sanacijo, zamenjali smo v času mojega mandata okna, skratka stavbno pohištvo, tudi se je kasneje nadaljevalo in mislim, da je ena od teh, ki se nadaljuje tudi energetska sanacija telovadnice. Šolstvo in šport, torej temi, ki vaju združujeta, ne razdružujeta. Vaše mnenje, gospod Bojan? Jaz mislim, da na šolstvu naredimo veliko, strinjam se gospodom Viktorjem, da država preveč nalog nalaga na lokalno skupnost. S tem bomo rešili tudi s to novo telovadnico, rešili stisko, prostorsko stisko. Dobili smo že večkrat od inšpektorja, da je telovadnica stara telovadnica ne izpolnjuje več pogojev za število učencev, katere jih ima osnovna šola, s tem bomo to zadevo rešili. Čaka pa seveda še nas projekt kuhinje, obnovo kuhinje, ki je tudi moramo obnoviti, ampak žal vse ne gre naenkrat, ampak postopoma. Tako da tukaj vidim na koncev, moram reči, kar tako zelo dobro sodelovanje z osnovno šolo, saj tudi osnovna šola zelo dobro sodeluje z preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Moram poudariti, da so naši učenci med prvimi v Sloveniji, kar tu kaže, da dobro delajo, se pravi, da se tudi z lokalno skupnostjo zelo dobro povezujo. Jaz sem seveda tega zelo vesel. Bo pa seveda potrebno še, tako kot sem se omenil, še nas čaka ena investicija, to je v kuhinjo, ki pa tudi ni mala. No, oba, gospod Viktor, vi ste bili, gospod Bojan, vi ste še aktualni župan, še kako dobro veste, da se če se zapravlja, je treba prej pridobiti sredstva. Zdaj je aktualna zadeva povprečnina 573 evrov. Gospod Viktor, ekonomiste, se bo dalo s tem denarjem, če boste župan? Ja, jaz mislim, da je tu pa je naloga občine in tu jaz, ko bom prišel, upam, da bom, prva stvar, ki je treba tam na občini narediti red. Predvsem na tem, ker lahko. V mislih imam plače, ki so pravzaprav zelo zburile javnost, mislinsko javnost, in da je temu res tako, in imam jaz nekaj grafov. Na hitro jih bom pokazal, da bodo ljudje dobili občutek, jih bom pa tudi interpretiral z številkami. Poglejte, jaz imam tule en grafikon, kako so naraščale plače. Plače so v leto, sploh so začele naraščati ob nastopu župana gospoda Bojana Borovnika. V letu 2015 so narasle za 9%, v 2016 za 19%, masa, govorimo o masi, v letu 2017 ne vem, kaj se je zgodilo, so sicer padle na 9%. Zadnji podatek, ki sem ga povzel v 2018, pa iz aktualnega proračuna, pa so celo naračunali, da bodo plače narasle na 132, z indeksom 132 oziroma 32%. Tisto, kar je najbolj, niso plače toliko sporne. Sporni so razni dodatki, ki se izplačujejo. Moram reči, tu mi župan pač ne boš mogel ogovarjati, da jaz v 8 letih poznam enako dobro delovanje občinske uprave kot ti in niti v enem primeru ne zagovarjam ta izplačila, ki so se dogajala. Gospod Bojan, minuta pa pol je vaša za konkreten odgovor. Izvani ste bili danes dvakrat. Poglejte, zakaj so se povečale plače? Plače so se po zakonu sprostile in tako so tudi plače povečale, tako kot vse v ostalih ustanovah. Tukaj nisem imel vpliva na to, ampak ko se je sprostil zakon, smo mogli plače popraviti. Kar se tiče nagrajevanja, res je, da smo nagradili ljudi. Kajti meni se prav zdi, da je za dobro delo treba dobro plačati ljudi. In je zelo pomembno, da so ljudje za projekt, ki ga pripeljejo v občino, se pravi sodelavci, je potrebno tudi nagraditi. Daj govorimo o nekih astronomnih cifr. Tudi gospod Viktor, sem tudi pregledal, je nagrajeval svoje sodelavce v takratnem obdobju. Tako sem tudi jaz ravno sedaj. Ampak jaz verjamem, občinsko upravo smo postavili na pravo mesto in upam, da imamo, oziroma ne upam, verjamem, da imamo prave ljudi in občinska uprava bo delala sedaj normalno naprej. Seveda tudi ne bo več toliko dodatkov, sedaj smo ponovno dodatno zaposlili tudi pravnika in se bo to vse uravnovesilo in občina bo lahko normalno funkcionirala naprej. To je zdaj že obljuba? To je že obljuba. Replika? No, tu pa moram replicirati, ker tako kot sem prej rekel, 8 let sem bil na čelu te občine.
imaš prav, res smo nagrajevali. Jaz sem za nagrade, imam podatek za leto 2010, smo izplačali 12.933. S tvojim nastopom je v letu 2015 za nadure in za uspešnost bilo izplačano 26.000. V naslednjem letu 2016 36.000, v letu 2017 28.000. Zdaj pa ti bom povedal tisto, kar lahko. Nihče od teh si ne zasluži tako visokih dodatkov, kot so bili izplačeni. Kratek odgovor, pa gremo naprej. Poglejte, nisem preveril, koliko ste vi plačali. Jaz verjamem, da so si ti sodelavci zaslužili ta denar z nadure. Poglejte, velik korak se je tudi naredil naprej pri praznovanju občin, pri raznih kulturnih prireditev, kadar ljudje delajo, se mi zdi, da jim je treba plačati. Je pa res, da se to sedaj konča, povečan obsega ne bo več toliko, ker je polna ekipa in s tem tempom delamo naprej. In še enkrat poudarjam, plačale se bo samo tiste nadure, katere bo res potrebne, kar se pa tiče povečan obseg dela, pa se bo bistveno zmanjšalo, sedaj je ekipa popolna. Nosila pomembni področji, tudi področje kulture, področje športa. Obe sta že, gospod Viktor, proslavili občino Mislinja v preteklih letih, še kako dobro veste, tudi vi izven občinskih meja se strinjate. Zanima pa me, kje so pravzaprav zdaj morebitne rezerve na teh dveh področjih, napram, ko ste bili župan vi. Jaz smo dve zadevi. Če to ne bomo volivke in volivci razumeli, potem je najprej izplačila morajo biti v normalnih višinah za opravljeno delo. V občini Mislinja se ne programira, se ne načrtuje, se ne nadzira. Razpise za šolo ni naredila lokalna skupnost, ker so jo delali v Mežici, tako da vse te aktivnosti, ki bi morajo biti upravičevalne izdatke za uspešnost in nadzorno delo, se ne upravljajo v občini. V občini se niti nadzor ne upravlja, ker je tudi nekvaliteten nadzor. In kje so zdaj ti razlogi za taka visoka dela? Občinska praznovanja. Tam, če pa se to plačuje, potem je pa to nenormalno. Ne? In drugo, kar je, jaz bom itak neprofesionalni župan, če bom, in jaz mislim, da lahko postanemo. Ne? Razlika med plačo župana pa med mojo nagrado je tolikšna, da so prihranki lahko na enem mandatu 160.000. 160.000 pa pomeni, bom tebi dal nalogo, da preračunaš, koliko kvadratnih metrov je lahko stanovanj, pa koliko tekočih kilometrov je lahko tudi posodobljenih cest. In to je razlika med mano in tabo. Malce smo zašli, gospod Viktor, zdaj si tudi gospod Bojan zasluži svojo minutko pa pol, pa potem pa res Da ne vem, kaj se s tem misli, nekvaliteten nadzor. Mi se zelo trudimo, tudi sam hodim na vsak projekt, ki se izvaja. Bom rekel, če ne dnevno, tedensko, obiščem, se pogovarjam z investitorji, kje so težave, na kakšen način je treba se pravi reševati probleme. Jaz bom rekel, nadzor od občine je strokoven. Ravno to sem imel očitke od prejšnjega direktorja ali direktorice, zakaj mi nadziramo projekte oziroma izvajalce, ko delajo. Mi moramo biti na terenu in videti, kaj se dela. In to se mi zdi zelo pomembno. Kar se tiče neprofesionalni župan. Jaz, če bom izvoljen, bom profesionalni župan. Zato, ker si občina zasluži profesionalnega župana, ker niso samo projekti. Tudi občani in občanke rabijo pogovore z županom, tam, kjer jih pestijo problemi. Veliko težav smo na takšen način tudi rešili. Vsak je imel odprta vrata v moje pisarno. Res, da včasih nisem bil ravno na voljo, ker so bili pač druge zadeve. Ampak, še enkrat poudarjam, jaz si ne predstavljam, še sedaj, kolikokrat sem mogel iti v Ljubljano, kako bi lahko delal neprofesionalno, ker se mi zdi, da je to zanemarjanje naših občanov in občank in si zaslužijo profesionalnega župana. Gospod Viktor, replika na repliko ni možna, bomo pa v izteku. Boste imeli možnost, da še kaj dodate. Rekli smo zdaj že malce prej področje kulture in športa. To je zdaj področje, ki me zanima. Kultura, jaz mislim, da ta društva kolikor pač lahko delujejo dobro. Tudi šport, mislim, da imamo kar nekaj športnih dejavnosti, ki so tudi v slovenskem merilu pomembne ali pa prepoznavne. Ne bom začel, da ne bo kaj narobe ravno za skoki, ampak imamo tudi odbojko, imamo strelce, no na vse zadnje pa tudi skoki.
Imamo tudi to ustrezno infrastrukturo, sploh zdaj, če bomo dobili to novo dvorano. Mislim, da se en velik problem za dejavnost, za odbojkarsko dejavnost rešuje. In prav je tako. Kajti šport ni samo igranje nekega športa, ampak je tudi zdrav duh v zdravem telesu. In temu je treba posvečati tudi več pozornosti. In tisto, kar je pa pomembno, to se more poznati tudi v proračunu. In zdaj je tisto, kar sem jaz prej rekel. Ves denar, razliko med županom, ki želi nadaljevati svojo županovanje profesionalno, pa med tem to ni res, da jaz ne morem jeti v Ljubljano. Ko se je gradil Mislinjski klanec, sem sam hodil brez pomoči ostalih koroških županov in tako dolgo mu prosil ali pa sitnaru, da se na vse zadnje Mislinjski klanec uredil in danes ga imamo. Več denarja je treba nameniti v proračunu, tako za kulturo, tako za šport, kot za tudi druge društvene dejavnosti. In to, kar sem jaz zdaj pravkar povedal, ta razlika med plačo župana in nagrado župana bo šla za te dejavnosti. In jaz tudi ne bom imel podžupana. No, na to temo ste že odgovarjali, župan, kot rečeno, mora biti ob izteku kaj več, torej področje kulture, področje športa. Tudi gospod Viktor se je za časa svojih 2 mandatov trudil, kaj pa vi? Poglejte, občina Mislinja ima 45 društev, prav v občini Mislinja pa 12 medobčinskih. Mi namenjamo za šport letno 96 000 evrov, kar tudi ni malo. Naredila se bo nova telovadnica, imeli bojo boljše pogoje za svoje delovanje. V projektu je tudi, oziroma dokončanju, je potrebno ta stari bajer, ker bojo tudi skakalci oziroma vsi športniki imeli tudi več možnosti za svoje športne aktivnosti. Kar se tiče kultura v naši občini ima v proračunu 33 000 evrov. A je to malo ali veliko? Mislim, da bomo tudi tu mogli še nekaj dodati, ampak bom rekel takole. Naša kulturna društva dobro delajo, dobro predstavljajo našo Mislinjo. Ne nazadnje tudi ta oddaja Dobro jutro, jih moram še enkrat čestitati, je bila zelo dobro predstavljena in takšnega sodelovanja se tudi želim. Zelo dobro sodelujemo tudi z ostalimi društvimi. Imajo tudi možnost se še dodatno prijavljati na razpis za pokroviteljstvo, to so nepričakovane prireditve ali karkoli se zgodi. Imamo 4 klube, bom rekel, skakalce, odbojkarje, potem karate in strelsko društvo Dolič, kateri dosegajo zelo zavidljive rezultate, kateri so ponos naše občine. In seveda z društvi se pogovarjamo, kaj še rabijo, na kakšen način, vedno ni samo vse v denarju, lahko tudi na drugi način jim pomagamo in verjamem, da bom tudi naprej dobro sodeloval z vsemi društvi v občini Mislinja. No, številne lokalne skupnosti, gospod Viktor, se ubadajo kar pogostokrat s pomanjkanjem zdravnikom. Kako sami vidite razvoj primarnega zdravstva v občini Mislinja, glede na to, da ste ga 8 let korili tudi sami? No, jaz sem takrat začel svoj mandat, ko je bil problem zaposliti zdravnika splošne prakse izredno velik. Nam ga je uspelo pridobiti, saj smo mu tudi zagotovili te osnovne pogoje stanovanje. In jaz mislim, da od takrat naprej, pa s podelitvijo koncesije, in to bi mogli tudi, če poiskati možnost dajanja koncesije še kakemu, mogoče na pediatriji, da bi imeli tudi to področje pokrito. Drugače pa jaz mislim, da je zdravstvo kolikor toliko zadovoljivo pokrito, vsaj za to strokovno dejavnostjo. Drugo pa je, ali bojo urgentni centri odigrali to svojo vlogo, kot si jih je zamislila ministrica, ki je zdaj sicer več ni. Upam, da, ker zdaj ni več dežurnih in ko prideš v urgentni center, je že težava kam in kot pa kdo bo plačal. Hvala Bogu, to še ni sprejeto, ampak enkrat se bo to zgodilo in če boš pomotoma zaridel tja na urgentni center, ko ni glih za to, potem boš tudi udarjen po žepu. No, ampak okoli zdravstva mislim, da je zadovoljivo rešeno. Se to je tudi ena od skupnih zadev obeh 2 občin. Gospod Bojan, smo vedno bolj starajoča družba, zdravstvo mora biti pač prioriteta, tako kot je bila gospodu Viktorju, je verjetno tudi vam. Seveda, zdravstvo je tudi na prvem mestu. Vsi, kadar malo zbolimo, rabimo zdravnika. Tudi na tem področju se v zadnjih letih nekaj šlo korak naprej. Moram povedati vsem, da smo dobili novo zdravnico, s katero so občani oziroma občanke zelo zadovoljni. To me zelo veseli. Dobro sodeluje s koncesionarjem, ki ima tudi pri nas zdravstveni dom.
Seveda je pa, moram povedati, da je to zelo dobro sodelovanje z zdravstvenim domom Slovenj Gradec, ker konec koncev so obe občine pod zdravstvenim, smo solastniki zdravstvenega doma in to dobro sodelujemo. Se pravi, povečalo se je zadovoljstvo naših pacientov. Moram reči, tudi v prejšnjem mandatu, ko sem bil svetnik, sem bil v svetu Zavoda za zdravstvo, je bilo ogromno pripomb. Zdaj teh pripomb vsaj do mene ni prišlo, ampak kogarkoli vprašam, so zelo zadovoljni. Vključeni smo v program Centra za krepitev zdravja, tudi k nam prihajajo določene delavnice, ki se izvajajo v naši občini. Tu je tudi zelo zadovoljivo. Konec koncev pa je občina Mislinja dobila koncesijo za fizioterapijo, katera je tudi podelila in tu bo tudi en velik dosežek za naše občane in občanke, se pravi tudi skrajšanje čakalnih dob, katere so pa kar dolge. No, nič nismo rekli o področju turizma. Gospod Viktor, panoga, ki je v kar ekspanziji, bi lahko rekli, kaj se da v Mislinju na tem področju? V turizmu imam jaz svoje mnenje. Mi turizmu v Mislinju ne pojmujemo kot dejavnost, ki bo prinašala nekoč v proračun tudi kaj denarja. Še tisto, kar bi lahko pobrali, po mojem, ne vem, tu me bom verjetno župan popravil, to je ta turistična taksa, da jo verjetno ne poberemo v dovoljšni meri in tudi vprašanje, kam ta denar potem tudi zaide. Mi turizem pravzaprav smatramo turistično društvo, ampak turistično društvo, hvala Bogu, da ga imamo, pravzaprav je to en velik privesek župana, tudi v času mojega mandata. Njega turistično društvo uporabimo, da nam zakrpa vse te potrebne zadeve. Kadar je kakšna preditev, pokličemo na pomoč. Turistično društvo, kadar je treba promovirati občino Mislinjo, je turistično društvo. Hvala Bogu, da ga imamo. Ampak to ni turizem, ki bi ga mogli zganjati. Jaz ne vem, kaj se v Kopah dogaja. Zgradili smo tam sila velik objekt, jaz takrat nisem bil nadušen, dobro smo ga zgradili, danes sameva. Ne najdemo mu niti vsebine, izdatki so vse večji za njihovo vzdrževanje. Kdo z njim razpolaga, sploh ne Kope. Kope, na vse zadnje, v veliki meri so v naši občini. Kdo pa razpolaga z Kopami? Tisti, ki so tam gor deležniki, jaz ne vem, kolikokrat se sestanete ali se sestavnejo na občini, da bi dorekli strategijo razvoja Pohorja. Včasih smo imeli to zahodnega Pohorja, ne vem, kaj je od tega še sploh ostalo. In treba je res se usesti, ker na občini je akt, ki se mu reče strategija razvoja turizma v občini Mislinja, samo je nekje zaprašen, treba ga vzeti v roke, pa ga začeti uporabljati. No, gospod Viktor, pa verjetno tudi volivke, volivci terjajo tudi ta odgovor, minuta pa pol je vaša, gospod župan. Poglejte, tudi občina Mislinja se zelo trudi na tem, na turistično. Mi imamo veliko znamenitosti, ki jih moramo znati izkoristiti. Jaz sem tudi, ko sem nastopil mandat, sem obljubljal, da bomo naredili nekaj s Hudolukno. Je ena taka velika točka, katera se mi zdi zelo škoda. Poslali smo pismo nameri na Ministrstvo za okolje in prostor, sestali smo se z naravovarstveniki, kateri so tudi zelo navdušeni. Seveda bo ta omejitev omejena, ker vsega ne bomo mogli imeti noti zaradi netopirjev. Kar se tiče centra Kope, tudi sami smo dali razpis, ampak žal se ni noben prijavil. Center Kope je sedaj v najemu, ga ima podjetje Vabo in mi od njega tržimo najemnino. Tako da občina v tem trenutku nima nobenih stroškov. Ampak ne gre za to, da nimamo stroškov. Pomembno je, da center Kope zaživi, da dobi neko dodano vrednost. Kar se tiče turistične takse, občina Mislinja prijema od podjetja Vabo. Tukaj je napredek, zgoraj je veliko prenočišč, seveda pa tudi sami Mislinji rabimo prenočišča. Tu bi jaz predvsem spodbudil kmetije, da bi bili pripravljeni nuditi svoje dobrote oziroma tudi stanovanje, da lahko tudi turisti, kateri jih je vedno več pri nas, se vračajo v Mislinjo. Da ne bom pozabil tega Tisnikarjeve hiše. Tisnikar je bil človek, katerem vsi s ponosom govorimo sedaj o njemu. On ni samo Mislinčan oziroma kot Mislinčan, ampak znan po celi Sloveniji oziroma celi Evropi. Replika? No, jaz imam prvo vprašanje, koliko denarja se steče v občinski proračun iz naslova turističnih taks in kolikšno znaša najemnina za ta dom, ki ga ima Vabo v najemu. Upam, da mi boš lahko odgovoril. Tisto, kar je pa, jaz sem v turizmu govoril kot o dejavnosti, kot panogi, ne o tem, da imamo mi Tisnikarjevo hišo. Imamo jo, samo dajmo jo vnovčiti in prodati. Kolikokrat bomo imeli takih avtobusov, toliko se bo bolj poznalo v proračunu.
Kar se pa turizma tiče, pa jaz mislim, da je res treba pogledati, kateri so tisti pogoji, ki jih moramo za ta razvoj ustvariti. Gospod Bojan. Ne bom ravno v cifrah natančno govoril, ampak okrog 30 000 evrov je turistične takse, najemnina je okrog 10 000 evrov, ampak ne me držati ravno za besedo, tudi sam nisem teh številk natančno, jih nimam v glavi. Seveda je potrebno to hišo izkoristiti. V tem letu mislim, da je bilo že preko 500 obiskovalcev, kar ni malo v Tisenkarjevi hiši, pa ni samo Tisenkarjeva hiša, tudi druge stvari so, ki jih imamo v naši občini. Od kolesarskih poti, peš poti, kateri se lahko ljudje sprehajajo v tej neokrnjeni naravi. Nimam replike, ampak imam pod vprašanje. Kam se namenja ta denar? Ali se strogo namenja za razvoj turizma v naši občini? Kam gre ta denar? Predvsem ta denar gre naprej v razvoj turizma. Tu urejamo ta igrišča, katera so oziroma klopi, katere so bile nameščene ob kolesarski stezi. Tudi v centru smo naredili mizice in stole, se pravi tudi na igrišču gor. To je vse skupaj turizem, športni turizem. Tudi na igrišču bodo postavljene razne mizice oziroma zadeve, katere bodo naše turiste pritegnile. Kakšne prioritete imate, to smo zdaj v teh minutah lahko že slišali. Gospod Viktor, zakaj recimo vi osebno menite, da bi bili dober župan? Ja, zato, ker znam voditi lokalno skupnost. To sem dokazal v 8 letih. Kako sem jaz izgubil ta mandat, je predolga štorija, ni časa, da bi tu razlagal. Jaz imam tudi svojo načela pri hoji teh 4-letnega mandata. Red je treba uvesti, odgovornost je treba uvesti na občini, potem bistvenost, da se ne ukvarjamo z stvarmi, ki niso bistvene, ampak da gremo iskati programe in projekte, ki se dajo financirati iz evropskega denarja, natančnost, inovativnost in pa korektnost. No, zdaj se verjetno strinjaš, da je to tisto, kar je treba uvesti v občini Mislinja. Gospod Bojan. In zdaj, če slučajno, to je tudi pomeni Robnik, vse skupaj, če ste bili dovolj pazljivi, in to bom jaz tudi uvedel. Sem že prej, pa tudi zdaj. In to je treba tudi storiti čim prej. Zakaj bi, gospod Bojan, vi bili dober župan še naprej? Mislim, da sem človek, ki zna povezovati ljudi, da zna iskati skupne projekte, da razume stisko občanov. Je pa seveda tudi v tem mandatu, moram reči, v 3-letnem skoraj malo več, sem se ogromno naučil. To mi je zelo pomembno. Tudi določen, morda kakšno napako narediš, ampak ne vede, ki se ti zgodi. Zdi se mi, da je treba iti naprej, da delamo v skupno dobro, predvsem občank in občanov. Tudi določene spremembe na občinski upravi bodo, se pravi, vse delo bo razporedilo, da bo nekateri sodelavci eni, moram reči, da so preobremenjeni več kot preveč, ampak to delo prerazporediti, da bomo lahko normalno funkcionirali, da bomo lahko tudi imeli več časa za razpise, pa predvsem sodelovanje z skupnim občinskim organom Slovenj Gradcu in RRA Koroške. Tudi tukaj moramo še narediti več korak naprej in se bolj povezovalno delati. Kajti zdi se mi, da skupaj znamo, zmoremo. Jaz bi rad ustvaril ta, kako se imenuje, strateški svet občine. To mi je zelo pomembno, v katere bi povabil vse strokovnjake. Od kmetijstva do gospodarstva, obrtnikov različnih, od raznih tistih, kateri bi bili pripravljeni narediti vizijo. Mi rabimo vizijo ne za 4 leta. Mi rabimo vizijo za 20 do 30 let. In to mi je prva prioriteta, če bom izvoljen, da to naredim, da skupaj z občani in občankami, ne politično, naredimo pot naprej. Gospod Viktor. Ja, jaz imam eno bistveno pripombo, da ne bo izpadlo, da pa jaz nisem človek, ki bi deloval združevalno in povezovalno. Še kako jaz to znam in to sem tudi počel. Tisto, kar je pa treba temeljito prevetriti politiko zaposlovanja na lokalni skupnosti v občini. Ko sem gledal plan zaposlitve za leto 2018, verjetno še ostaja, iz njega ni razbrati, za katera mesta se kaj zaposluje, kako kvalificirano osebje rabimo, kakšne naloge bi upravljali. Stihijsko se zaposluje in to jaz lahko trdim neodgovorno. Gospod Bojan, izvani ste bili, izvolite. Poglejte,
nič ne zaposluje stihijsko. Jaz sem povedal, da ima občinska uprava sedaj vse ljudi na svojih mestih, delali bomo tako, kot je potrebno. Vsi razpisi so bili korektno upravljeni, seveda sem imel tu ogromno nagajanja, ne bom povedal, z katerih vrst, uviranja tudi župana pri delu, seveda, da se je mogel ukvarjati z raznimi razpisi. Konec koncev tudi 2 leti je bilo potrebno, da smo postavili direktorja, kar se mi zdi nenormalno, da župan tudi nima neke izbire, da bi lahko rekel, to je pa primeren človek za direktorja. Gospod Bojan, gospod Viktor vam je danes zastavil kar nekaj vprašanj, pa jaz zdaj predlagam, da še vi njemu, če želite, lahko zastavite kakšno. Na to se nisem niti pripravljal, ampak zanima me, gospod Viktor, kako bi mi vsi skupaj naredili več, da bi se naredilo na skakalnicah, da bi bilo več skakalcev, da bi bilo več tekem, da bi se denar vračal nazaj v Mislinje, se pravi, da bi mi tukaj naredili še en korak naprej. Zdaj jaz kar dosti pišem tudi po spletni strani občine in vsak dogodek je pravzaprav se da razbrati in prebrati, kaj se dogaja na skakalnici. Zdaj ti bom povedal, približno tako moramo postopati kot občina Ljubno in občina Velenje. Vložiti 400-500 tisoč evrov, kar so počeli v občini Velenje, pa zgraditi strukturo, vse ni občina zgradila doslej, pa zgraditi tako strukturo, ki bo zanimiva tudi zdaj smo imeli tudi Kanačane na skakalnicah. Poglejte v Ljubnem, dobro, tam je zgodba še tudi malo drugačna, tam imajo močnega sponzora. To je ta odgovor, ne. Drugače pa ta šport, ti moraš vedeti, da to ni kolektivni šport, to je prvič drag šport in če nima klub dovolj podpore v lokalni skupnosti, moram reči, da smo jo vsaj imeli v dobršni meri, so bili konflikti tu pa tam in je treba, to sem že danes 3-krat povedal, ta denar, ki bo razlika med tvojo pa mojo plačo oziroma nagrado, bo šlo za delovanje teh društev, pa tudi športa v občini Mislinja. No, gospod Viktor, zdaj pa na začetku oddaje ni bilo toliko časa za vprašanja županov, zdaj pa če imate še kakšnega, izvolite. Ja, kaj bi te le vprašal? Ja, pa bom te nekaj, te bom pa sigurno moral vprašati. Kaj boš naredil, če ne boš izbran za župana? Kaj bom naredil? Šel bom delati naprej, tako kot to delo znam upravljati, ni me strah nobenega dela, vem, da sem sposoben na večjih področjih, meni je bila to delo župana prav izziv, na tem področju sem se ogromno naučil, imam pa tudi seveda druge sposobnosti, katere bom, seveda, če ne bom izvoljen, tudi upravljal. No, jaz sem malo boljšem položaju, ker smo že delodajalca, tako da, če se meni to zgodi, ne bo tako strašno. No, je pa treba poudariti, da sta vsa ta leta tudi dobro in tvorno sodelovala, ne nazadnje. Mila sva sedela tudi v občinskih klopeh, vsaj en mandat, naslednjega me ni bilo zraven, tako da že počasi jaz čutim potrebo potem, da se znova pojavim tam, če ne že glih na županskem mestu, pa v občinskem svetu. V občinskem svetu pa moraš priznati, da sem deloval tvorno, marsikatero zadevo tudi pripeljal do te mere, da smo se drugače obnašali do problemov. No, glede na to, da drugega zelo dobro poznate, kaj pa lahko dobrega oziroma takšnega proti kandidatu povesta, kar je pri njemu tista pozitivna, močna stran? Pa gospod Viktor, vi začnite. Ja, jaz mislim, da jih ima kar. Jaz o Bojanu kot o človeku nimam niti slučajno kakih slabih besed, kvečemu ga lahko samo pohvalim. O županovanju to pa druga zadeva. Tisto je pa recimo zagotovo, tako kot je rekel, da je tudi, kdor dela, tudi greši. Največja napaka, ki jo očitam, in to je okoli problematike oddaje del in pa okoli plač, ki so se, bom rekel, ki so dobile kar širok odmev, ne samo v občini Mislinje, ampak tudi v medijih, o tem so pisali cajtnike, slišali smo to tudi na TV1, tako da to so tiste zadeve, ki ti pač, ko bom na županskem mestu, bom to preveril, če držijo. Gospod Viktor, gospod Bojan je te stvari že komentiral, da se ne ponavljamo. Kaj pa so dobre stvari vašega prijaznega protikandidata? Poglejte, jaz moram priznati, zelo se trudi z skakalnico. On je bil včasih, pa ne me zameriti, kar nadležen pri meni za te skoke, ampak vem,
vedno se nismo strinjali in se tudi seveda ne moramo, ne, delač pač v najdobri veri. Jaz moram povedati, da sem imel zelo velike težave tudi z občinskim svetom za vlaganje v skakalnice. Ampak še enkrat poudarjam, mi smo vlagali skakalnice za dobrobit Mislinje. Skakalnico imamo in to je potrebno. Kar se tega tiče, moram reči, da gospod Viktor dobro skrbi, seveda on bi še imel več in več, ampak ne gre. Ne? Nekje so meje, ki jih moramo skupaj tvorno postaviti v tire in seveda z investicijami, katere so verjetno še nepotrebne, delati premišljeno. Želim pa si, gospod Viktor, tako kot si dobro skrbiš za skakalnice oziroma za tu, da se bi nekaj zgodilo, da pripelješ čim več skakalcev, da se čim več investicij vrača nazaj v samo skakanje. Viktor, jaz moram replicirati. Župan, ti, če si kdaj podeljeval tolikšnemu številu skakalcev, pa bil priča tolikšnemu številu tekmovalcev, kot jih pripeljemo mi v Mislinje, ko imamo tekmo, tekmuje jih po 100 skakalcev, športnikov. In to 4 tekme smo imeli, pomeni, da je bilo 400 športnikov v Mislinji. Povej mi en šport, da je kdaj prišlo toliko športnikov na kako prireditev. To je ena zadeva. Drugo, kar se športnih objektov tiče. Jaz sem to že pokojnemu gospodu Šileku predlagal in to se mora uresničiti. Objekti morajo priti v last občine. Ne more en klub, edini klub skrbeti sam za objekt, kot so skakalnice. Ali jih je treba podreti, pa ta šport, da ni več šport v Mislinji, ali pa je treba res, da jih prevzame občina Mislinja. In naj bo to, občina Mislinja, naj bo to objekt v lasti občine. Replika? Poglejte, nisem mislil to, koliko pride skakalcev, to se strinjam, ampak želel sem to, da bi v naši občini bilo več skakalcev, se pravi, da bi bilo več treningov, da bi lahko z najemanjem, se pravi skakalnic, ki so zelo dobre, tržili in vračali ves ta denar nazaj. Ne? To sem želel, ne koliko skakalcev, jaz sem podeljeval, na vsaki tekmi sem tudi bil prisoten. Pa ne samo na vaših tekmah, tudi na drugih tekmah, kateri sem imel možnost biti, pa ne samo na tekmah, tudi na prireditvah. Mislim, da mi ni manjkalo na nobeni prireditvi, razen če sem mogel se ločiti na dve strani. Ja, zelo spodbudno. Teme, ki ste se lotila, je takšna, ki vaju bo združevala tudi v naslednjem mandatu, pa v kakršnikoli vlogi. Pač za konec ali pa blizu konca sem prihranil eno tako temo. V Mislinji si gospod Viktor pa gospod Bojan vsi želite tudi kmalu doma starostnikov oziroma neke izpostave. Kajti to je tista kruta realnost, v katero kislo jabolko bo mogel zagristi vsak župan. Glede, danes so dobili mojo zloženko, kjer nagovarjam volivce in tam v svojem programu, jaz ga pač nisem imel priliko, ker so se mi zdele plače pa te stvari zelo pomembne, da o njih spregovorimo, da javnosti nalijemo čistega vina. Sem v tej zloženki tudi napisal, da je ena od teh zadev, ki se jih nameravam lotiti, spet zavisi, ali smo v stanju pridobiti koncesijo v občini Mislinja ali ne. In če bo le kazalo, da se povežemo z Črnečami ali pa s katerim drugim domom, mogoče z Velenjem, pa izpostavo dobimo v Velenju, da se zagotovi denar, to bomo zagotovo naredili. Vrtec je prioriteta za mene tako kot za njega. Dom starostnikov, enako. Gospod Bojan, že gospod Šilak, če se ne motim, se je na tem področju trudil, pa se poskusil povezati med drugim tudi z domom starejših tukaj v Velenju. Kaj pa vaši načrti? Poglejte, da zdaj moram biti pošten, da bom rekel, da bo dom stal, bi bilo nefair. Naredil bom vse, da se ta dom tudi ga je potrebno umestiti, kje bi v prostoru bil, pa da se ta dom začne delati. Prva prioriteta pa je, in to je moja želja, tudi ne samo moja, tudi večjih občanov, tudi društev, da nabavimo avtomobil, z kateri bo prostovoljno, se pravi, šel po starejše, kateri so odnemogli oziroma nimajo svojih prevozov, da jih pelje k zdravniku, da jih pelje v trgovino, ker tega imamo zelo veliko v naši občini. Tudi na področju se malo mogoče dotaknem, ko se nisem prej, podeljujemo hrano, katera je viška, se pravi v Tušu. Tu je tudi projekt, ki smo ga ustvarili skupaj z Lions klubom in zelo dobro dela. Več kdo je rekel, da ta projekt ne bo zaživel, ampak je zelo zaživel. Še vedno več se javljajo tisti, kateri so tega potrebni. Se pravi, dom za starejše obvezno umestiti v prostor, določiti, kje je ta zelo primeren prostor. Moramo poiskati primeren prostor, da se bojo starejši ljudje dobro počutili. Tudi jaz ne vem, kaj se bo zgodilo.
morda mladi imajo službe in če si starejši in da rabiš pomoč, si verjetno breme in na koncu greš tudi za dom in za starejše, katerega seveda, če bom dočakal to starost, bi rad živel v svoji občini oziroma prebival v svoji občini kot v domu starostnikov, v naši občini. Seveda tega si želim. In se pravi, dom starostnikov je prioriteta in ne zagotavljam pa, da bo da zgrajen, ampak je treba pripraviti vse projekte oziroma dobiti koncesionarje, kateri bi bil pripravljen, da lahko dela, se pravi, da za ta dom. Spoštovana gospoda, par sekund ostaja, 2 stavka, gospod Viktor, 2 stavka, gospod Bojan. Samo 3 besede na to, kar smo zdaj slišali. Predpogoj je, da občina ni zadolžena. Upam, da ni. To bom pa videl šele, ko bom postal župan. Zdaj, če se že izteka tole, jaz bi nagovoril te moje volivke pa volivce, da vse tisto, kar smo zapisali v teh zgibankah in zloženkah, se ne bo resničilo, če me ne bodo podprli 18.11. na volitvah in dali glas tudi za listo Viktorja Robnika. Gospod Bojan, sklepna beseda je vaša. Jaz še enkrat obljubljam, da bom delal pošteno, povezovalno, tako kot sem do sedaj. Volivce, ta program, ki sem ga predstavil, bom izvrševal skupaj z občinskim svetom. Župan je lahko ne vem kaj, ampak če nima podpore v občinskem svetu, tega ne more izvesti. Je pa pomembno tudi, da delamo vsi povezovalno, brez politike v občini. To je moja pot za naprej. Spoštovana gospoda. Besedo. Jaz sem tisti, ko lahko obljubljam. Za tebe je malo drugače, ti si obljubljal, pa obljub nisi izpolnil. Tako da to pot, ko si to rekel, upam, da nisi držal fige v žep. Na hitro. Izpolnil so vse obljube, tiste, katere se je moj program imel, razen hude luknje, pa voda, ampak sem rekel, da bom delal vse na tem projektih in tudi na vseh teh projektih sem delal. Spoštovana gospoda, mimo je teh 75 minut, kar tako zanimivo, eno bolj prijetnih soočenj na vaši televiziji je bilo tole, smejanja je bilo malce tudi grajanja. Vse to, kar pač med soočenja sodi. Hvala lepa, ker ste prišla. Obema pa seveda vso srečo na volitvah. To nedeljo pa vse dobro, kakorkoli se bo že išlo, ponedeljek zjutraj. Nasvidenje. Hvala lepa za... Drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala. Če ste prebivalke in prebivalci Mislinje, se boste zagotovo lažje odločili, koga želite na čelo občine naslednja 4 leta. Vse dobro in hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.